tako kot napovedano, obravnavali prvič informacijo in pa usmeritve, kako se spopasti s prehransko draginjo. Žal je situacija v svetu, predvsem v Ukrajini, vsak dan slabša in to se dejansko pozna tudi ne samo v cenah, ampak tudi v razpoložljivosti hrane za naprej in zato smo tudi to imeli v mislih, ko smo danes sprejemali usmeritve. Če poenostavim, imamo dva tipa usmeritev. Na eni strani smo se ukvarjali s tem, kako pomagati slovenskim kmetom, da bodo povišani stroški, tako goriv kot tudi gnojil in ostalega repromateriala, čim manj vplivali na njihove stroške in posledično tudi na cene hrane. Na drugi strani smo se ukvarjali s tem, kako bomo vzpostavili učinkovit sistem nadzora cen, maloprodajnih cen za naše slovenske potrošnike. Če najprej par besed o tem prvem delu. V skupnem znesku je vlada danes sprejela odločitev, da bomo slovenskim kmetom namenili nekaj več kot 22 milijonov evrov za različne namene, od pridelovalcev mleka na eni strani, subvencij za gorivo na drugi strani in pa subvencij za nabavo repromateriala in pa gnojil. Hkrati, istočasno s tem, smo pa tudi sprejeli usmeritev, da bo vlada poskrbela za celovit, se pravi za to, da vso pšenico, pridelano v Sloveniji, odkupimo preko Zavoda za blagovne rezerve. Se pravi, želimo kmetom pomagati s tem, da jih razbremenimo stroškov, hkrati pa želimo tudi ta pridelek, ki bo s tako pomočjo pridelan, v celoti zadržati v Sloveniji. Na ta način bomo naredili dvoje. Kmetom bomo dali jasnega kupca, enega in stabilno ceno, vedeli bojo, po koliko lahko prodajo in zato bo tudi cena, verjamem, da nekoliko nižja. Na drugi strani bomo poskrbeli, da bo Slovenija v jesen vstopila z večjimi blagovnimi rezervami, kot je običajno, zato ker pred nami ni zima, ki bi bila čisto klasična ali pa običajna in je prav, da se na to pripravimo. V svetu opažamo, da veliki trgovci že špekulativno nakupujejo predvsem pšenico na zalogo in nekatere države, med njimi bom izpostavil Švico, je že šla v tak ukrep in mi sledimo tem pametnim državam in tudi sami želimo iti po poti, da raje kupimo zdaj neposredno od kmeta vso pšenico, ki jo lahko, kot pa da bi jo na jesen kupovali od trgovcev, ki nam bi jo seveda bistveno dražje zaračunali. Ta del je zelo pomemben, se bo realiziral v prihodnjih tednih tudi skozi direktna pogajanja z našimi pridelovalci. Verjamem pa, da bo imel tudi zelo pomembne strateške učinke na zanesljivost preskrbe s hrano v bodočih mesecih. Drugi del, ki se tiče neposredno cen za slovenske potrošnike, na tem delu je Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano pripravilo košarico 15 izdelkov, ki je tudi usklajena mimogrede z trgovinsko zbornico, na kateri bomo sproti monitorirali, se pravi nadzirali cene teh izdelkov. Ne gre za reguliranje cene, se pravi cen ne določa vlada, cene določajo še vedno trgovci. Vlada bo pa poskrbela, da bodo te cene med seboj primerljive, na eni strani, na drugi strani pa tudi javno znane. Kar pomeni, da se bo lahko vsak kupec sam aktiviral in ugotovil, katera je tista trgovina, kateri je tisti trgovec, kjer se mu splača kupiti nek izdelek. Vzporedno s tem bomo še dve točki naredili. Prvo je, da se bo spremljala tudi kakovost teh istih izdelkov, zato da ne bi prihajalo do špekulacij pri kakovosti, in hkrati bomo vpeljali sistem preverjanja cen primerljivih izdelkov tudi v sosednjih državah. Spravi, ne bomo spremljali samo situacijo na slovenskem trgu, ampak bomo spremljali situacijo tudi v Avstriji, Italiji, Hrvaški pa Madžarski. Z namenom osveščanja slovenskih potrošnikov, kakšna je realna tržna cena, zato da ne bi bilo mišljeno, da je v Sloveniji previsoka, pa nekje drugje nižja. Če se bo to izkazalo, bojo to ljudje sami se lahko to prepričali. Ta del se nam zdi izjemno pomemben, ker sicer nagovarja ljudi k temu, da so aktivni, mi jih pa osveščamo z informacijami, javnimi informacijami, kako naj si pri tem najbolj pomagajo. Ta namen je bil tudi sprejet sklep, da se bo organiziral javni razpis oziroma javni poziv v najkrajšem možnem času za izbor svetovalca
ki nam bo pomagal, da bo ta sistem dejansko neodvisen in da ne bi prihajalo tukaj do kakršnihkoli dvomov, od kje ti podatki prihajajo. Spravi, imeli bomo neodvisnega izvajalca, ki bo podatke zbiral in jih potem tudi posredoval javnosti. Tako da, ministrica, jaz sem večino povedal, ampak vem, da boš imela še marsikaj za dodati. Hvala lepa. Torej, tako kot je predsednik povedal, imamo 3 ukrepe. Prvi ukrep se nanaša na sektor mleka v znesku 5,2 milijona, nekje do septembra naj bi bila ta pomoč izplačana. Drugi ukrep se nanaša na sektor pogonskih goriv in sicer v znesku 2,2 milijona. Tukaj bi naj bila pomoč izplačana do jesenske setve in pa tretji ukrep v znesku 15 milijonov evrov, ki se nanaša na repromaterial, torej na pomoč pri repromaterialu in naj bi bila ta pomoč ravno tako izplačana do jesenske setve. S tem bi nekako prebrodili krizo, da bodo kmetje imeli zagon za nakup repromateriala v jeseni. Po drugi strani bomo pa naslednji teden začeli pozivati vse pridelovalce, ki so nam že dali ponudbo za odkup pšenice in bomo se dejansko z njimi pogodili glede tega, kaj in kako lahko z odkupom pšenice naredimo. Hvala predsednik vlade, hvala ministrici, vprašanje prosim. Matej Luzer, TV Slovenija, kakšni točno so ti ukrepi na področju mleka in pogonskih goriv? A gre za subvencije, kakšna konkretna povračila? Gre za mleko, gre na podlagi delegirane uredbe Evropske komisije in sicer v znesku 5,2 milijona, tako kot sem rekla, te pomoči bo nekaj upravičeno okrog 4.000 kmetijskih gospodarstev oziroma od 80 do 85 tisoč krav molznic. Drugi ukrep je pa potem ukrep za pogonsko gorivo. Tukaj smo nekako vzeli obdobje 2 mesecev in sicer glede na količino, ki jo dobijo kmetje, povrnjeno kot trošarino, torej po hektarju in sicer tukaj pa je 0,2 evra po litru. In pa tretji ukrep v znesku 15 milijonov je pa za repromaterial, predvsem za gnojila. Tukaj pa smo nekako na izračun naredili na način, da bo za orne površine, ki dejansko potrebujejo več gnojil, nekoliko večji znesek v tej pomoči, kot pa za trajne nasade in pa za travinje. Ta ukrep je pa ravno tako državna pomoč in je potrebno priglasiti Evropski uniji. Imamo eno vprašanje, tudi 24 ur, Marko Gregorc, prosim. Živjo, ja, mene v osnovi zanima, ste rekli, da ste usklajeni s trgovsko zbornico, pa so nekako dejali, da vlada trenutno še ni, oziroma da oni niso še usklajeni z vami, pa tudi so rekli mogoče, da bi raje šli ukrepi v smeri, da bi se zniževali kakšni DDV oziroma obdavčitve teh osnovnih prehranskih dobrin, da bi bila to ena rešitev, pa če ste kaj tudi o tem razmišljali. Torej, v tem konkretnem primeru smo se danes, koliko je meni znano, za trgovinsko zbornico uskladili glede košarice, tako da tukaj mislim, da ni nobenega dvoma več, da smo glede košarice usklajeni. Kar se pa tiče DDV-ja, pa ukrep mislim, da ni primeren v primeru, da gre samo za DDV, ker se potem lahko to prelije v marže. Če bi pa mi poleg tega, ko bi nekako znižali DDV, spremljali še kak drug ukrep, naprimer, da bi spremljali cene, da bi dejansko mi cene od primarja, sekundarja in terciarja spremljali v tem konkretnem primeru, pa bi bil ta ukrep za DDV-jem spremljiv, ampak zaenkrat se za ukrep spremljanja cen nismo odločili.